V Ljubljani je potekal derbi med Olimpijo in Mariborom, to je bila zaostala tekma tretjega kroga, ki bi morala biti že avgusta. Tokrat pa je Olimpija doma pričakala Maribor v nekoliko boljši formi kot pred mesecem dni, ko je izgubila. Tole je bila že prva akcija Hentija, nekoliko z desne na pravem mestu Jasmin Handanović. Nova akcija za Ljubljančane, po kotu je streljal Vukčević, odličen strel, ki pa je za las zgrešil mariborska vrata. Še ena akcija z Majčkov, do žoge je prišel Andraž Šporar, povratnik po poškodbi in takole streljal. Na pravem mestu je bil še enkrat mariborski vratar. V 25. minuti pa izjemna akcija vijoličastih, tokrat je prišel do žoge Agim Ibrahimi in meril visoko čez gol. Nova akcija Ljubljančanov in izjemen protinapad Hentija, izjemna obramba tudi Handanovića, ostala je pri izidu brez golov. Nova akcija z Majčkov, povratna žoga za Miho Zajca, ki je streljal iz težkega položaja, ampak tokrat za las zgrešil vrata Maribora. Do konca še dve obetavni akciji, dvakrat oddaleč, prvič je meril Tavares in obramba Brljaka, drugič pa še akcija Zajca, ki je lepo pregraval, prišel pred vrata Maribora, ampak meril nekoliko premalo natančno. Drugi polčas in prvi strel za državne prvake, podaja Ibrahimija proti Poharju, ki pa ni meril dovolj natančno. Nov napad Agima Ibrahimija, ki je bil kar dobro razpoložen, tokrat je meril visoko čez gol. In nato še ena akcija za Mariborčane, poskušal je Dervišević, podaja pred vrata z glavo, pa je meril točno v roke Brljaka. Prosti strel za Olimpijo z ogromne oddaljenosti, več kot 30 metrov, izjemen strel je bil to Darjana Matića, ki je skoraj da premagal vratarja Handanovića. Na polovici tega drugega polčasa pa se je izjemna priložnost ponudila Mitroviću, ki je odreagiral slogo branilcev in žogo na mesto gol poslal visoko prek vrat. No, napad Maribora, poskušal je Tavares, za las je zgrešil vrata in tekma se je končala brez zmagovalca, derbi na koncu 0-0. Ja, seveda, mislim, da smo bili bolj dominantni v prvem polčasu, ustvarili smo si nekako več priložnosti za gol, ampak žoga ni hotela v mrežo, tako da ja, mogoče žal 0-0, ampak 0-0 proti Mariboru ni slab rezultat. Mislim, da je rezultat najbolj pravičen, glede na dogajanje prvem in v drugem polčasu. Dejansko smo v prvem polčasu nekako bili nekonkretni v fazi napada, tako da se je ustvarila Olimpija nekako prevlado v igri. V drugem polčasu smo to stvar popravili in bili konkretni v napadu, tako da tudi Olimpija v drugem polčasu nekako ni mogla držati tega tempa, zato smo bili tudi konkretnejši. Nažalost nismo zdeli, ampak skupek vsega je točka po vsakemu, mislim, da je pravična.